Ja, v resnici je od neke ideje za to besedilo pa do same oddaje besedila minilo nekje 4 leta, bi rekla, pri čemer sem potem 3 leta zares pisala ta tekst po delih in mislim, da je res to stvar pravega trenutka. Mogoče ne izolacije, ker se mi zdi, da pač je bilo časa nasploh zame manj, vendar pa ena taka potreba po gledališkem ustvarjanju, no, ki pa se mi zdi, da mogoče izolacija to, da ne moramo gledališča, da nismo mogli gledališča, da je bilo vse te ponudbe manj, v bistvu mogoče skristalizirala to neko odločitev, da zdaj je pa res pač napočil čas, da to dokončam in poleti sem se odločila, da je to zdaj ta čas in tako mi je uspelo do roka oddati to besedilo. Ja. Ja, absolutno. Jaz sebe še vedno smatram za preglejko oziroma za del pač tega pregleja, čeprav seveda ne obstaja več v taki obliki, kot je pač 15 in več let nazaj. Ja, se mi zdi, da sem pač vedno pisala mogoče pač manjše stvari, tudi neke scenarije vmes, ampak nikdar pa nisem si vzela časa, da bi prav dokončala nek pač dramski tekst celovečeren v tej obliki, ravno zato, ker se mi zdi, da so mi te druge izkušnje ali pa druge aktivnosti so mi bile pač bolj pomembne kot vse te teatrološke stvari, raziskave, urednikovanje. Skratka, zdelo se mi je, da moram delati majčkeno bolj raziskovalno in akademsko in da to pisanje si pa lahko nekako privoščim v nekem tem prostem času, ki pa ga je bilo vedno zelo malo. In potem sem v enem trenutku ugotovila, da je pomembno, da je človek ustvarjalen, lahko je ustvarjalen tudi v raziskovalnem in akademskem in uredniškem področju, ampak da je še eno področje, ki me ves čas spremlja in ki si do zdaj nisem vzela časa. In da zdaj pa pač čas, da pokažem, ali je tukaj nekaj, kar jaz zmorem ali ne. Tako da je šlo za neko tako dokazilo meni, a se lahko štejem za preglej, če pa pač nisem še napisala nekega teksta, ne. Ampak in se štejem, ves čas sem se, kljub temu, zdaj se mi je pa zdelo, da je čas za nek dokaz. Ja, meni se zdi, da je v resnici ta tema že leta aktualna. V smislu te komercializacije visokega šolstva ali pa mogoče težav, ki pač jih univerze imajo. Vse več je zasebnih šol, ki želijo akreditirati programe, so med sabo pač tekmujejo in po drugi strani imajo tudi javne univerze vse več nekega mladega kadra, ki je zaposleno za določen čas, za določeno število ur, kar jim ne omogoča niti dostojnega življenja, niti poučevanja, niti nekega akademskega razvoja. In v tem smislu se mi pač zdi, da je to, kar se je pač zdaj dogajalo, nekaj, kar se pač ves čas sluti, da je pa tukaj cel kup enih težav, pač samo visoko šolstvo ima in vse te tekmujoče univerze med sabo, ti programi, to, kdo se lahko vpiše, šolnine in vse te pač vsebine, se mi zdi, da imajo v resnici neke zelo pereče probleme. Tako da pač, ja, se mi zdi, da na žalost bo to tudi še nekaj časa aktualna tema, no. Ja, še ena taka tema, ki se mi tudi zdi, da je bila aktualna že prej, da se je tudi pojavila v slovenskem prostoru že prej, vendar šele zdaj v nekaj taki razmahu in družbeni pozornosti, ki jo pač ta tema obsega, ne. Tako da spet v bistvu to razkritje, ki je mogoče zdaj potegnilo, vso to dogajanje je sledilo po tekstu. In v resnici ne vem, oziroma si ne znam dobro predstavljati, kaj to pomeni za moje besedilo, ki seveda ima en drug zaplet, ne. In
tukaj me je mečkan strah, ker tukaj je neka past, ne, ker se pač problem nekega takega uničevalnega pedagoškega okolja, zlorab moči pač v šolskem in visokošolskem prostoru je toliko pereč in kompleksen, da ga je pač treba nekako v celoti dojeti. Hkrati je pa treba videti vse te uničevalne, zares uničevalne pač posledice. Zdaj ta tekst gre mogoče korak naprej, skratka, kaj se zgodi, ko to vsebino sprevržeš oziroma hočeš zlorabiti oziroma najdeš nek nov način moči, kako bi lahko iz tega v resnici naredil še eno obtožbo. In ne vem, jaz mislim, da spet to je aktualno in bo aktualno, kot rečeno, pa ne bi rada, da se me razume to v tem smislu, da se zanika ali pa da bi hotela relativizirati to področje spolnega nadlegovanja, ki pač se je zdaj končno pokazalo tako, kot je. No. Ja, sem se spraševala, mislim, mogoče nisem verjela, da bojo zares gledališča, čeprav so govorila, da bojo šla na splet v taki obliki, kot so zdaj. In sem si mislila, če bi zdaj to pisala, bi najbrž pisalo, če bi bil to Zoom ali pa če bi bil to spletni prenos in bi se igrala mogoče s tem. No. Ampak res se mi zdi, da so neke omejitve pač gledališkega medija. Ne. Hkrati se mi zdi, da če se nanje opozori, potem bo pač znala uprizoritev to nekako izkoristiti oziroma presoditi, ali je to zdaj omejitev, ali kaj je zdaj tukaj lahko prednost, ali moramo tukaj kaj dodajati, ali mogoče ni potrebno in tako. Ne. Tako da v tem smislu se mi zdi, da so te didaskalije še vseeno kar odprte. Kar se pa tiče uprizarjanja, sem pa imela v začetku v uvodni didaskaliji neko opombo v smislu, da uprizoriteljem res ni treba uprizarjati teh didaskalij, če ne želijo, ker se mi zdi, da ni nujno. No. Da so te didaskalije pač samo še en pogled, en moj pogled na to temo, skratka še ena plast, kako se to lahko gleda, komentira, doživlja in se mi zdi, da ja, mislim, mogoče se da iz njih narediti kaj, ni pa nujno, tako res ne bi, se mi zdi, da zgodba, da liki, da te stvari stojijo brez njih tudi in da pač je to mogoče stvar odločitve. Po drugi strani se mi pa spet zdi, da so v resnici še dovolj odprte, da bi se jih dalo še razviti, jim kaj dodati, jih mogoče pripisati komu. Skratka, v teh didaskalijah jaz vidim nek tak tudi mogoče žanrski prostor, pa neko to nedokončanost besedila. No. Še v ironiji mogoče, ne, se mi zdi, da ja, te didaskalije torej velikrat izpadejo ironično, ampak to je ta nek, to je ta plast, ta pogled, ki jo mogoče v besedilu nujno ni, oziroma ki mogoče bi bila potem iz same situacije razvidna in je to nek znak, da pač ni potrebno tega še podvajati. No. Mislim, da je Cankar bil tukaj že od začetka. S to nekako uvodno idejo, ki štarta iz prvega prizora, sem vedno imela občutek, da bodo točno to kot neki hlapci za 21. stoletje. Celo mislila sem to tako žanrsko opredeliti, pa so mi potem prijateljice in prijatelji rekli, da mogoče to malo preveč sugerira, pa sem potem vseeno dala to pa na konec, ne, da bi se videli, da gre za ta odnos. V dveh smereh so tukaj hlapci. Ena je tematska, ker se mi zdi pač šolstvo, da se pokriva vsa ta situacija, potem je ta povezava družbeno-intimnega, potem je povezava tudi se mi zdi, da
na nek način ta tekst tudi vzpostavi nekega kalandra na koncu, mislim, nek tak motiv nekoga, ki bo to ponesel naprej. Skratka, zdi se mi veliko motivov pač podobnih. Po drugi strani je pa še pri samih hlapcih, sem jih jaz vedno sem v večini interpretacij na odru pogrešala en poudarek v tej Jermanovi motivaciji. Jaz sem pač vedno govorila, da Hlapci so za mene ljubezenska drama in da uprizoritve ne poudarjajo tega, da se začne z njegovim ljubezenskim razočaranjem, ki mu sledi aktivizem. Ne, in da v bistvu je to povezano, tudi to, da on kot junak pada in da se bo nekdo drug vzdignil in tako naprej, se mi zdi, da je ta nek družbeno intimno, je na začetku in da se to pač malo pozabi in da se gre na ta nek družbeni vidik. No. Se mi zdi, da sicer mogoče ta zadnja uprizoritev Pipanova je zelo lepo zastavila ženske like, one se zelo zavedajo, kaj njihova prisotnost pomeni, tudi na tem družbenem nivoju, ampak kot da ne bi bilo dovolj premisleka, kaj nek ljubezenski poraz lahko naredi za nekoga, se mi je zdelo, da bi mogoče probala to majčkeno raziskati tudi v nekem tem svojem besedilu. Ja, pa mogoče ni neke te jasne politične delitve, ne, na neke, ne vem, napredne in klerikalce in tako se ne ukvarjam s tem, hkrati je pa jasna, da gre za neko to delitev, mogoče po denarju, no, za nek neoliberalce proti nekoga, ki razmišlja majčkeno bolj v smislu javnega šolstva in kako to zagotoviti vsem. To se mi zdi pač tudi še en motiv. Ja, tako da neki ti motivi, no, v tem smislu se mi je zdelo, sodobni Hlapci niso taki kot Cankarjevi, ampak te motivi so pa pač tukaj noter. Ja. Dolgo časa sem odlašala in žonglirala s tem naslovom in kako naj bo naslov in točno iz tega vidika, ali bo šel naslov na neko to intimno raven ali bo poudaril nekaj družbenega. Ne. Potem sem se odločila za pač naslov, ki pravzaprav pride iz replike, iz enega prizora, ki sploh ni neposredno vezan na to šolstvo. Ne. In pač se mi zdi, ja, da naj ta naslov poudari neko tako intimno raven, ker se mi zdi, da ta v končni fazi tudi najbolj odmeva skozi celotni tekst, ker je pač toliko likov in toliko njihovih zgodb in da v bistvu oni grejo skozi te zelo različne pač družbene teme. Pri čemer puščam odprto možnost, da bi mogoče neka uprizoritev v resnici izbrala nek drug naslov, da bi se odločili, kaj zdaj želimo, ali je mogoče bolj primeren nek zelo družben naslov, ki malo bolj nakaže, o čem je govora in tako. Skratka, tukaj puščam stvari odprte. Mislim, delovni naslov besedila zame je bil fakulteta. Oziroma tudi mogoče tako kot nek faculty, z nekim tem širšim kontekstom, tako kot je mogoče en tak, spet je bil nek kontekst agency, ne, spet z nekim tem angleškim prostorom. Ne. Tako da nekaj v tem smislu, da bi govoril o visokem šolstvu, ampak se mi zdi, da je toliko nekih tem, da mogoče, jaz nisem našla še boljšega naslova, ki bi zajel vse to. No. Sem pa v resnici drugi naslov, je pa bil hrvaški, ker sem na hrvaškem pisala večino tega in ga tudi nisem znala najboljšo slovenščino prevesti, ampak nekako originalen naslov je Taj okus još niste probali. Ker se v tekstu igram s tem poskusili, probali, hočem nekaj pokazati, ne, ampak se mi je zdelo, da v slovenski naslov ne morem dati te probali, neke popačenke, skratka, odločila sem se potem za neko intimno, pa malo višji nivo nečesa, kar potem zelo pač pušča odprto, o čem sploh je tekst. Ja.
Ne, nisem ga še pošiljala, so ga brali pač moji gledališki prijatelji, nekateri, ampak sem rekla, da bom počakala. Da bom pač res počakala, da to neko prvo promocijo naredi Grumov natečaj in da potem lahko pač iz tega štartam in pošljem nekomu pač za prebrati. Ravno zato, ker pač nisem še uveljavljena, neka dramatičarka, od katere bi čakali nek nov tekst. In zato, da ni potreben ves ta uvod, zdaj sem končno napisala en tekst, ki ni doktorat, ki ni neka nova knjiga, ki ni znanstven članek, dajte to prebrati, ampak da pač prav ta natečaj za Grumovo, ta mesto nominacije, naredi ta uvod, da zdaj jaz lahko pač pošljem tekst in ljudje presodijo, a jih to zanima ali ne.